Radijski misijon od 6. do 12. aprila. Gospod, pomnoži nam vero. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tem zadnjem dogodku današnjega 4. dneva radijskega misijona, ko nas gosti škofija Novo mesto. Ob sebi najprej lepo pozdravljam škofa Andreja Sajeta. Dobro večer vsem tukaj v dvorani, v naši škofijski hiši, v Novem mestu. Lepo pozdravljam tudi vse poslušalke in poslušalce Radia Ognjišče. Današnji dan smo razmišljali ves dan nekako v luči dela veroizpovedi, ki pravi: trpel pod Poncijem Pilatom, križem bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih ostal. Torej, središče naše vere. O tem je bil tudi osrednji nagovor ob 17. uri, ki ga je pripravil škof Andrej Saje. Mi pa bomo videli, kakšna vprašanja ste pripravili vi, dragi udeleženci današnjega večera, in pa seveda vabljeni tudi vsi, ki nas poslušate, da pokličete na telefonsko številko 01 512 10 00 in poveste tehniku Jakobu vaše vprašanje, ki nam ga bo posredoval. Tako da zdaj imate možnost, da škofa Sajeta vprašate, kar vam leži na duši. Začeli pa bomo s temi vprašanji, ki so jih udeleženci tukaj v dvorani že pripravili. Mogoče kar s prvim, ki je vezan prav na vaš nagovor ob 17. uri, takole piše. V razlagi veroizpovedi ob 17. ste lepo predstavili Jezusovo vstajenje kot novo stvarjenje in povezali z bodi svetloba ob stvarjenju sveta. Kako naj se v preizkušnjah, ki nas večkrat presegajo, tako razpoložimo, da bo tudi takrat v nas prisotna ta svetloba vstajenja novega stvarjenja? To je zelo pomembno vprašanje ali pomembno področje našega življenja, ker vsi doživljamo svetle, pa tudi težke trenutke, se pravi, ko smo v tolažbi, ko smo veseli, pa pride tudi trenutki, ko smo potrti. Še nedolgo nazaj mi je rekla ena gospa: jaz sem jezna na Boga, zato ker se je zgodila smrt v družini, nekdo nam je umrl, sicer že starejši, ki mi je bil zelo drag, in jaz sem jezna na Boga in ne morem več moliti, tudi v cerkev grem zelo težko in imam kot neke vrste kamen v duši in ne vem, kaj ne naredim. Tako da to so čisto konkretno življenjske izkušnje, se zgodi, da človek pride v temen oblak in takrat je pomembno, da se spomni na trenutke, ko je bil v tolažbi, ko je bil deležen Božje milosti, se spomni nazaj v zgodovini, kako ga je Bog obiskal na takšen ali drugačen način. Tako da Jezus nam je obljubil, da bo z nami do konca sveta. Ni nam obljubil, da bo šlo vse gladko, ravno nasprotno. Napovedal je, da kdor bo hodil za njim, bo deležen tudi preizkušenj, zaničevanja. Nekateri bodo celo ubiti zaradi tega, ker bodo verovali ali ker bodo zvesto hodili za njim. Tako da pot vere ne pomeni, da je vse lahko. Ampak mi gledamo zgodovino nazaj in tudi razmišljamo oziroma premišljujemo sedaj za velikonočne praznike o tej svetlobi velikonočnega jutra, začenši svetlobo, ko je Bog ustvaril svet. In bila je svetloba in bila je luna in sonce in pravi vedno za vsak dan posebej svetopismo in bilo je prav dobro. Tako da taki svetli trenutki so v življenju. Če pogledamo recimo konkretne primere, ko pride nekdo bolnika obiskat ali ko bolnik prejme zakramente, kakšno veliko olajšanje je to, kot bi posijala svetloba v to življenje, ali ko se ljudje, ki so skregani in sprti med sabo, pobotajo, slišimo včasih, za koga ni mogel umreti, ker je skregan, ne vem, z bratom, sorodniki, potem pa pride do tega, da ga obiščejo na smrtni posteli in potem človek umre v miru. Tako da taki svetli trenutki so v življenju. Težava je samo, da imamo mi velikokrat neke vrste zamegljene oči, kot da bi na objektivu imeli pokrov ali
nimamo nastavljene ostrine, da ne vidimo prav. Božja svetloba je okrog nas, vendar so kakšne ovire, da ta svetloba ne more priti v nas. Zato je sedaj prav za veliko noč priložnost, da nekoliko zaustavimo korak. Mi vsi zelo hitimo nekam, vse se mudi, vse je prepočasi, v službi, pa še tista notranja ihta, ki človeka priganja, da bi naredil to in ono, ki je velikokrat ovira, da bi se človek umiril, da bi se zbral v sebi, osredotočil, da bi sploh zaznal, kako v resnici je, kaj si želi, kaj lahko naredi, ker vsak od nas je subjekt odrešenja, se pravi, Bog nas je odrešil, ampak mi smo pa tisti, ki sodelujemo pri tem in ki zaznavamo, ki iščemo te Božje žarke. Samo potrebno je malo napeti ušesa oziroma čute našega srca in bomo zaznali to Božjo svetlobo tudi preko naših bližnjih, tudi preko ljudi, ki jih srečujemo, dobrih ljudi, dobrih del, ki smo jih deležni ali pa jih lahko mi drugimi naredimo. Zdaj pa še eno vprašanje, ki zahteva verjetno kar zahteven odgovor. Kako bi pritegnili mlade v cerkev? Mladi pridejo, če imajo svoje prijatelje. Če povabite enega, naj pride v cerkev, sam ne bo prišel. Rečejo, tam nam je dolg čas, tam se mi ne počutimo dobro, tam so sami stari, tam smo že vse slišali, to za nas ni zanimivo. Mladi pridejo predvsem, če imajo svojo družbo. In ena od oblik, kako jih pritegniti, je, da jih vključimo v razne skupine. Zelo uspešen projekt je recimo skavtski projekt ali projekt oratorija. Po mnogih slovenskih župnijah je zelo uspešen projekt in pridejo mladi tudi, ki niso zloverni, in potem, če je skupina dobro organizirana, ta njihova povezanost potem traja tudi skozi leto in se srečujejo tudi v drugih priložnostih in so povezani med seboj, so prijatelji in tudi v župniji sodelujejo. Samo treba je to organizirati in podpreti. Tako da je to velik izziv danes, zelo velik izziv. Ampak mladi so odprti za duhovnost, so željni sodelovanja, čutijo pa na eni strani, da so nerazumljeni včasih, da jih starejšim premalo razumemo. Že ko se pogovarjajo med sabo, vidimo, da njihovega jezika mi ne razumemo, oni našega ne razumejo, tudi našega oznanila včasih ne razumejo, tako da je potrebno biti veliko z njimi. Jaz tudi vsako leto nekaj časa preživim z animatorji skupaj in se pogovarjamo o veri, o tem, zakaj so skupaj. Smo bili tudi na morju skupaj, pa sem vprašal, zakaj prihajate sem. Je bilo zelo preprosto, vse, kar smo tam imeli, pa so rekli, lepo nam je, ker smo skupaj. Ni važno, kaj jemo, ni važno, ali so trda ležišča, lepo nam je, ker smo skupina, ker smo občestvo, ker skupaj molimo, pojemo, se pogovarjamo, se tudi zabavamo in preživljamo lepe dopustniške dni, potem, ko smo zaključili zelo obsežen oratorij. No pa še eno vprašanje je prišlo od vas, spoštovani obiskovalci, vezano na mlade. Gospod Škof, kdaj menite, da je primeren čas za sveto birmo? Čas za sveto birmo je primeren v osnovni šoli, ko se pravi zaključimo večino osnovnošolskih razredov. Praksa je, da je to ponavadi sedaj 8. ali 9. razred. Včasih so bili 4 razredi skupaj pri birmi. Se mi zdi, da ni tako pomembno, zdaj točno katero leto je. Važno je, da so mladi pripravljeni na ta korak, se pravi, da so sposobni razumeti, zakaj gre in da se pripravljajo ali v skupinah birmanskih ali v drugih oblikah, tako da saj malo razumejo, kaj to pomeni biti potrjen v veri, da so sedaj na poti k odraslosti, še vedno potrebujejo našo pomoč, niso še samostojni v veri, mnogi strahovi so, ker se tudi bojijo recimo pokazati v javnosti, da so verni, tako kot se mi odrasli bojimo, ampak jaz vedno dam za zgled recimo pravoslavne. Pred kratkim sem bil pri frizerju, ki je iz Makedonije,
pravoslaven in prva stvar, ki mi je povedal, pravi, jaz se postim. In post je za nas zelo pomemben, da krotimo svoje strasti, da vadimo svojo voljo in tako naprej. Frizer mi to pripoveduje. Kdo od nas pove, če se posti javno, da je to za njega vrednota? Mogoče reče, da hujša, mogoče reče, da ima dieto ali da mu hrana ne ustreza. Se bojimo povedati, da je to verski namen. Post ima duhovni značaj. Tudi shujšamo, če se postimo, ampak post nima najprej namena hujšanja, ampak ima namen, ki je povezan z našo duhovnostjo in z našo vero. Zato, da mi obvladujemo sami sebe in da na ta način tudi postanemo bolj svobodni. Tako da, ja. Potem je pa še eno vprašanje vezano tudi s to vero, o kateri ste zdaj govorili. Ali lahko bolj natančno poveste, kako naj v tem krutem svetu poglobimo vero in zaupanje? To vprašanje pa je prišlo iz ljubljanskega studia. Vero lahko krepimo na različne načine. Eno je tako, da se udeležimo temeljne oblike izobraževanja, kot je krščansko življenje v župniji, v različnih skupinah. Zelo pomembno vlogo imajo tukaj starši. Tukaj je kriza danes, ker tudi starši so večinoma bolj slabo podkovani v veri ali pa nimajo časa, da bi molili skupaj, se pogovarjali o verskih vprašanjih ali tudi težko se izrazijo. Potem verouk. Potem pa seveda, ko človek odraste, pa lahko tudi sam se odloči, da bere Sveto pismo, da se vključi v kakšno skupino. Zelo pomembno je, da smo vključeni v eno izmed oblik občestvenega življenja v župniji ali v škofiji, ali so to molitvene skupine, ali so to pevske vaje, ali so to ministranti, ali skauti, ali oratoriji, ali biblične skupine. Če pa ni, pa lahko se ustanovi kakšna nova skupina. Ko sem v Ljubljani na eni izmed župnij bil nekaj časa duhovni pomočnik, pride mlad par, pa reče župniku, midva bi šla v zakonsko skupino. Pa je rekel župnik, ja, imamo že več skupin, pa vse so že precej homogene, so že dolgo časa skupaj in precej številne, dajte vidva ustanoviti novo skupino. Poiščite še 2 para in ustanovite novo skupino. In tako se je začelo s 3 pari in danes je 6 parov v tej skupini in jaz to skupino spremljam že približno 10 let. To je recimo ena od takih oblik, kjer nekdo najde svoje mesto in se potem lahko tudi izrazi, glede na svoje potrebe, glede na svoje želje, na svoje zmožnosti. Nekdo drug bo imel kakšno drugačno idejo. Tako da to je, bom rekel, Sveti Duh deluje na razne načine in če prisluhnemo, lahko vsak od nas najde neko tako obliko. Mogoče ne v svoji župniji, kdo reče, ja, pri nas pa ni nič kaj takega. Pa nas je pa župnik precej v letih, pa več ne zmore tega, ali pa je majhna župnija. Tako da mi gledamo sedaj, ko delamo načrte za prihodnje čase, kako bi povezovali različne pobude v dekaniji recimo ali v regiji, da bi tako ljudje, ki si želijo enega duhovnega izpopolnjevanja, če tako rečem, imeli možnost za to. Eno je seveda tudi povezovanje preko teh modernih sredstev, pa to bolj mlajši rodovi obvladajo. Mi pa v resnici vemo, da potrebujemo fizičen stik tudi. Ta daljava in elektronski načini povezovanja so tudi koristni, vendar za gradnjo občestva je pomembno tudi, da smo fizično skupaj. Tako da iščemo načinov za to. Eno vprašanje je povezano s tem, pravijo, da je prihodnost cerkve v malih skupnostih. Kako vidite vi prihodnost cerkve? Svet, v katerem živimo, je na nekem prelomu sedaj. To vsi čutimo, kako se vse razvija. Tehnologija, kako se razvija, da stvari, ki smo jih imeli pred 10 leti, so vse zastarele. Potem v svetu se vse spreminja, varnostna politika oziroma varnostna situacija, gospodarska situacija in tudi s tem v zvezi, seveda mi čutimo tudi v konkretnem življenju, da je vse postalo nekako negotovo. In kako zdaj se opolnomočiti v tem svetu? Kaj je že vprašanje bilo konkretno? Ja, prihodnost cerkve, da je v majhnih skupnosti. Prihodnost cerkve, torej cerkev je vedno nekako na prepihu, če tako rečem. Ni nikoli tako bilo in tudi danes ni in tudi ne bo, da bi zdaj se kar vsi strinjali pa množično prišli v cerkev.
Tako da cerkev je bila pravzaprav vedno v malih skupinah. Je res, da v preteklosti je bilo več ljudi v cerkvi kot danes, ampak to ni vprašanje, s katerim bi se mi sedaj ukvarjali. Nekateri mi govorijo o tem, tudi ko obiskujem župnije, veste, škof takrat pred 30-50 leti je bilo pa tako. Sedaj je pa tako. Ja, v redu, pogledamo nazaj, kako je bilo, ampak poglejmo, kako je danes. Ne, da bi imeli slabe občutke zaradi tega, ampak rečemo, kaj pa mi lahko naredimo zdaj. Če vam povem primer, sem bil povabljen, da imam duhovne vaje na Koroškem in je rekel tam gospod, ki je to pripravljal, jih bo, ja, sigurno 10-15, in jaz pridem tja in je bila ena gospa tam. Ena gospa in potem je še ena prišla in jaz sem se najprej sam pri sebi razjezil, sem rekel, pa jaz sem res malo čuden, ne, da se prej ne pozanimam, a zdaj bom pa imel kar za 2 gospe stari pa duhovne vaje, take vikend duhovne vaje. Potem sem se pa nekako pomiril, mi je dal Božji duh navdiha, sem rekel, jaz sem prišel s tem namenom sem, une 2 gospe tudi, ena iz Slovenije, ena iz Koroške, 2 Slovenki, starejše gospe in pač bomo si vzeli ta čas za to, da bomo poglobili našo vero v Božji besedi, v pogovoru, tako da smo potem bili od petka do nedelje skupaj in smo bili vsi zadovoljni. Jaz sem bil zadovoljen, one 2 ste bili tudi zadovoljni in sem se spomnil na svetega Ignacija Lojolskega, ki je rekel, za enega človeka delaš duhovne vaje 30 dni, ne 2 dni. Sem rekel, če on delal 30 dni, bom pa jaz tudi 2 dni. Če sem s tem namenom prišel, bom pač posvetil ta čas, je tudi en človek je zelo dragocen. In mi se moramo posloviti od tega, da nas mora biti veliko. Povabimo, Jezus je rekel, če hočeš, hodi za menoj. In so tudi danes ljudje, ki se odzovejo, ki celo nepričakovano ali pa celo na veliko začudenje začnejo hoditi v cerkev ali se spreobrnejo. Sam sem v Beli krajini srečal 2 taka svetla primera, ko sem prišel čisto nepričakovano v eno župnijo, ko se mladi pripravljajo na zakramente. In vprašam, ja, kako pa ti želiš postati veren? Ja, sem čutil nek notranji nagib, nekaj me vleče in tako naprej. Tako da Bog deluje na različne načine, ne samo, če bo župnik rekel, da je verovati pametno, ne, da je to koristno, da vera pomaga. Tako da bolj danes nagovarja pričevanje. Recimo mladi, nekdo je veren, pa ima prijatelja, prijateljico, ki ni veren in pol on gleda, popazuje, pa se pogovarjata. Tako mi je rekla ena študentka na katehetski šoli v Ljubljani, ko razlagam, kako mi vero dobimo, da je ponavadi po starših, ne, po svojih prednikih, potem po župniji, kamor hodimo, k maši, pa k veruku in tako naprej, pa eno roko dvigne pa prav, ja ne, pri nas pa ni tako bilo, pri nas so sami komunisti bili v naši hiši, starši vsi proti veri. Ja, in kako je bilo pri vas, pa potem povejte. Jaz sem imela prijateljico, ki je bila zelo verna, ki je hodila na duhovne vaje in sem se začela jaz tudi zanimati in potem sem se dala krstiti in sem sedaj aktivna članica v neki skupnosti. Tako da tisto, kar bom rekel, nagovori ljudi, je konkreten življenjski primer, kako je nekdo nekaj doživel ali prišel iz stiske, ali mu je vera pomagala, ali kaj mu pomeni. To tudi vi starši gotovo veste za svoje otroke, če rečete, moraš hoditi v cerkev, pa bo otrok rekel, ne bom šel. Mnogi starši mladi, ki imajo zdaj odraščajoče otroke, rečejo, naši so ateisti ali pa sproti veri, ali pa se celo norčujejo z vere, pa so bili skavti, pa so bili mladinci, pa ministranti in tako naprej. Tako da ne smemo izgubiti stika s temi mladimi, treba se z njimi pogovarjati, jih poskušati razumeti, moliti ne samo za njih, ampak tudi zase moliti, da bi razumeli novo situacijo in da bi Bog nam vsem dal pravega navdiha. Jaz mislim, da ta čas, ki je za nas resnično milostni čas. In nima smisla se preveč ukvarjati s preteklostjo. S preteklostjo se moramo sicer soočiti, da se nekaj naučimo, pa da vemo, od kje prihajamo, kje imamo korenine, ampak živimo pa v tem času, kjer smo zdaj. In ta čas je tisti, ki ga mi lahko sooblikujemo. In nam je dan na razpolago. In jamranje in pretirano gledanje nazaj je samo skušnjava in potem ne gremo nikamor naprej. Tako da pogledamo, kje smo, z ozirom oziroma z pogledom naprej. In ta naprej je tisti, ki je razviden iz našega evangelija, Jezusa Kristusa.
Potem pa eno vprašanje tudi povezano z vero. Ena od udeleženk je zapisala: menim, da je premalo molitev, kadar so težave, suša, povodnji in vojne v svetu. Mislim tako po cerkvah. Kakšno je vaše mnenje o tem? Molitve so zelo različne lahko. Eno je molitev rožnega venca, klasična molitev, druga je molitev ob Svetem pismu, ko beremo Sveto pismo, ga ponotranimo, izročamo, se zahvaljujemo, prosimo. Potem je osebna molitev, je skupinska molitev, je slavilna molitev, je sveta maša, najvišja oblika molitve in daritve recimo. Potem lahko molimo s svojimi besedami. En par mi reče, midva sva tako zaposlena, nimava časa, ampak greva skupaj v službo in pol ure se voziva z avtom in midva moliva v avtu, zjutraj, pol ure. Malo rožni venec, malo za naše vnuke, za otroke, za mir na svetu in tako naprej. Torej, so zelo mnogi različni načini in različne priložnosti. Ko čakamo na avtobus, 3 minute lahko molimo. Izkoristimo ta čas. Ko gremo peš po cesti v trgovino, lahko molimo. Torej, molitev ni samo to, da mi organiziramo nekaj in bomo skupaj prišli in oznanili pri maši, ampak molitev je lahko, oziroma ne lahko, vse naše življenje naj bi bilo molitev. Se pravi, človek lahko slavi Boga z vsem bitjem, ki je, se zahvaljuje, opazuje ljudi, opazuje naravo, opazuje, kaj se dogaja in vse to vključi v svoj notranji duhovni svet. V smislu, prosimo, recimo se vozimo z avtom, prosimo za vse, ki so v prometu. Ali pa prosimo za vse, ki se vojskujejo zdaj, da bi vojna prenehala. Ali za tiste, ki so sprti. Ali za to, da bi nas Bog obvaroval različnih hudih nesreč naravnih, kot so povodne, kot so ujme, toča in podobne stvari. Tako da molitev, seveda se je v zadnjih desetletjih se je precej izgubila, zato ker je tudi vera se precej izgubila, ker mnogi ne vidijo več nekega konkretnega učinka oziroma potrebe, zakaj bi mi sploh verovali. To je osnovna stvar, človek je tako narejen, da mora najprej razumeti. Mi moramo razumeti, potem se pa odločimo za nekaj. Kot avto ga gremo prej pogledati, naštudiramo, kakšne funkcije ima, kaj mi potrebujemo, potem se pa odločimo, ko vse vemo o njem. Pri veri pa tako, da mi ne vemo zelo veliko. Mi vemo iz pričevanj, iz Svetega pisma, vemo iz izročila in iz nauka cerkvenega učiteljstva. Torej, tradicija 2000-letna uči in mi temu verjamemo, da je res tako, ker so to priče potrdile, ker toliko časa že vera v cerkve traja, se pravi, to je zanesljivo, drugače bi že propadlo, če ne bi bilo Božje. In ko mi po veri živimo, potem to vero tudi bolje razumemo. In to lahko vi starejši poveste, kaj vam vera pomeni. Mnogi starejši rečejo, če ne bi imela vere, potem jaz tega ne bi zdržala. Ali pa vera je meni pomagala, da sem šla skozi te in te preizkušnje, skozi nesporazume. Je kot neka luč, ki posveti, da človek nekako gre naprej, tudi če ne ve čisto točno, ampak ima neko zaupanje in nek instinkt, tukaj je treba iti naprej in tukaj to linijo je treba držati. Linijo dobrega, linijo sodelovanja, solidarnosti, potrpežljivosti, vztrajnosti, kot v ti darovi, o katerih govori tudi Božja beseda. Tako da imamo veliko priložnosti za to. Zdaj je pa tukaj nekaj vprašanj konkretnih v našem življenju vernika. Recimo eno takole pravi: kako v današnjem času razumeti, da se odpovemo bogatstvu in hodimo za Kristusom? Res je, nekaj moramo imeti za preživetje. Kaj je tisto bogatstvo, tisto več, čemur se moramo odpovedati? Torej, in premoženje ali pa neke dobrine vsi potrebujemo. Potrebujemo prostore, recimo zdaj smo v konkretnih prostorih, potrebujemo elektriko, potrebujemo hrano, ne glede na to, ali smo verni ali neverni. Težava je bolj navezanost. Se pravi, navezanost na stvari, na premoženje. V evangelijih beremo, da bodo bogatini težko prišli v Božje kraljestvo, tisti, ki je bogat. Ne piše, da je nemogoče, ampak težko, zato ker je ponavadi velik strah, kdo bo pa to dobil, mojo hišo ali mojo posestvo ali to, kar imam prihranjenega. Tako da zaradi tega so recimo mnogi redovi zavezani k uboštvu. Nimajo
redovniki svojega premoženja. Ravno zaradi tega, da bi se lahko bolj posvetili poslanstvu in oznanjevanju evangelija. Ampak, kot rečeno, premoženje je potrebno. Škodljivo pa je ali pa ovira je prevelika navezanost na to. Zato je potreben premislek, kaj mi potrebujemo. Recimo nekdo, ki ima družino, potrebuje več, nekdo, ki sam potrebuje manj. Tako da vsak pri sebi lahko presodi in tudi na duhovni poti reflektira, da se ne bi grebil samo zato, da bi čim več imel, ampak da bi bil, se pravi, da bi bil uresničen človek, da bi bil v sozvočju s seboj, z svojimi bližnjimi, sodelavci, z družino, tako da ni cilj našega življenja, da imamo, ampak da smo ljudje, da smo Božji otroci v vsej polnosti. Tukaj bi vam še izpostavila v povezavi s tem eno vprašanje. Vprašanje velikodušnosti. Se mi zdi, da bolj, ko živimo v svetu blagostanja, težje odpremo srce za stisko bližnjega. Mislim, da je mati Terezija rekla, da mora zaboleti, ko daš. Torej, ali smo pripravljeni tudi danes biti tako velikodušni? Najbrž premalo. Najbrž premalo, ker v svetu je tako, da dobrin je dovolj, ampak niso pravično razdeljene. To je eno takih temeljnih težav v današnjem svetu, oziroma v svetu nasploh, da ima večino dobrin zelo majhno število ljudi. Večina dobrin. O tem govori veliko socialni nauk cerkve. Ampak nihče ni tako reven, da ne bi mogel nekaj dati od sebe. Nekaj malega. Ali kakšen evro, ali nekaj časa, nekaj pozornosti. Včasih je tako, da saj v naših krajih večina ljudi ne potrebuje nekih finančnih sredstev, ampak zelo pa hrepenijo potem, da bi kdo obiskal, da bi se kdo z njimi pogovarjal, da bi kdo namenil nekaj časa. Jaz sam sem obiskoval mnoge starejše ljudi in včasih so rekli, no, fajn, smo se pa zdaj 1 uro pogovarjali. Jaz sem pa mogoče 3 stavke povedal. Jaz sem samo poslušal. Pa včasih zgodbe, ki sem jih že slišal večkrat. Ampak ljudem je odleglo, da je nekdo tam. Čeprav imajo ljudi svoje, pa so v službi, pa so po raznih opravkih, nimajo časa. In tudi nimajo potrpljenja, da bi se s tam starimi ljudmi ukvarjali. Tako da to je kriza, danes je predvsem v medčloveških odnosih, ker nimamo dovolj časa drug za drugega. Celo tisti mlajši, ki bi se lahko pogovarjali, pa v telefone gledajo. Sedijo skupaj na avtobusni postaji in se pogovarjajo tako, da tipkajo drug drugemu. Namesto, da bi se pogledali v oči, pa dali telefon v žep, pa rekli, kako pa si, kaj pa delaš, kako se pa počutiš, kam pa greš, kako si pa dan preživel, kaj te pa skrbi, kaj te veseli in tako naprej. Skratka, to je to. Potem pa vprašanje iz studija, ali lahko razložite, kaj je pekel, ali tudi kristjan lahko pride v pekel, ali pa je že obvarovan zaradi vere? Ja, upamo, verujemo, da ne bomo prišli v pekel, ne? Ampak profesor Strle, ko so ga tudi nekaj podobnega vprašali, obstoju pekla, je rekel, si ga razjezil, pa rekel, kam pa pridemo, če ni pekla. Ja, to ni mišljeno tako, da je zdaj verjetno, da bomo prišli v pekel, ne? Božja volja ni, da pridemo v pekel, ampak pekel obstaja zato, ker smo mi ljudje svobodna bitja, in vsak se lahko odloči tudi proti Bogu. Lahko se odloči proti Bogu. In če se odloči proti Bogu, definitivno, dokončno, da zavrne tudi Svetega Duha ali ga prekovne in tako naprej, lahko pride tudi v pekel. Torej, ta možnost obstaja. Mi pa se trudimo in verujemo, da ne pridemo tja. In jaz trdno verujem, da kdor se trudi, pa vztraja v dobrem, pa tudi če pade, pa spet ponovno začne in tako naprej in prosi Božjega usmiljenja, zagotovo ne bo prišel pekel. Jezus pravi, kdor bo veroval, bo zveličan. Jaz sem z vami do konca sveta. In Božja moč, Božja ljubezen je veliko večja kot pa moč zla. In mi imamo možnost, da zlo izrecno zavrnemo in se odločimo za dobro. Recimo pri prijemu sakramentov, recimo pri sakramentu krsta ali pri sakramentu svete birme, ki ga zdaj delimo, izpovemo vero, ampak pred izpovedjo vero vprašamo, ali se odpoveste zlu. Spravi, izrecno, na glas, rečemo, se odpovemo zlu in verujemo v Jezusa Kristusa
ki nas je odrešil, ki se je v telesu iz Device Marije, ki je trpel, umrl, bil v grob položen, od mrtvih stal, nam odpustil grehe, nam poslal Svetega Duha. Ne, se pravi, mi izrecno, zavestno hote na eni strani odpovemo zlu in na drugi strani rečemo, da verujemo, ne samo, da mislimo, da verujemo. Kot sem enkrat poročal en par, pa je mož rekel, sem rekel, a ti hočeš njo poročiti, pa je rekel, ja. Pa njo gledam, pa me sem gleda. Sem rekel, daj saj pokimej, ne, da vemo, a si za to ali ne. Ni dovolj samo, da si tukaj. In za birmo je isto. Se pravi, treba izrecno se spomniti, ozavestiti, birma je sakrament in za birmo je potrebna vera. Za sakramente, ki jih prejemamo, je potrebna vera in mi podeljujemo sakramente v veri cerkve. Včasih ima kdo zelo malo vere, ampak če se pripravlja dolg časa, pa če hoče, se predpostavlja, da nekaj vere je. Jezus pravi, če je toliko vere, kot je gorčično zrno, kot je črnega za nohtom, čist malo, ne, je dovolj. Lahko ta plamen vere se razplamti. Ampak mi podeljujemo sakramente v veri cerkve, se pravi v veri vseh nas. In ta vera je skupaj močna vera. Tako da in Bog jo, bom rekel, poglablja na ta način, ko nam pošilja milost. Mi pa sodelujemo in se ta vera krepi. Tako da trdno verujemo, da ne pridemo v pekel, ampak pekel obstaja. Seveda, tudi za kristjana lahko obstaja. Ta možnost ni izključena, ampak jaz verjamem, da je to bolj teoretična možnost, kot pa v praksi. Ne? Za tistega, ki se ne bi, mislim, razen če bi se zavestno odločil za to. Ne? Kako pa ločiti, ali si naredil smrtni ali manjši greh? Vprašanje je, kako to občutiš. Jaz bi dodala, ali je kaj jasno pravilo ali gre bolj za občutek. Ja, so tudi jasna pravila, ne gre samo za občutek. Nekdo, ki je izgubil, kot rečemo, čut za greh, lahko sploh nima več občutka, da je kaj greh. Se pravi, gre za vest, vprašanje vesti. Mi rečemo, da kljuje vest, ali nas vest grize, ko nekaj slabega naredimo, da je velik greh ali smrtni greh. Smrtni greh je še večji, kot je velik greh. Ne? O tem beremo tudi v katekizmu. Torej gre za to, da mi izgubimo to posvečujočo milost, zato je potrebno za take velike ali tudi smrtne grehe iti k spovedi, kjer odpusti potem, kjer dobimo odpuščanje grehov in Božje usmiljanje. Tako da torej pri velikih grehih gre za veliko stvar. Ne? Če gre majhna stvar, recimo, ne vem, se samo, kaj se vem, malo sporečemo ali pa to, ne, pa se potem pobotamo, to najbrž ni zelo velik greh. Ne. Če pa nekdo nekomu avto ukrade ali pa ga sovraži do smrti, je pa to zelo velik greh. Ne. Ali pa ubije nekoga in tako naprej. Tako da mora biti velika stvar, potem mora biti tudi zavestno narejena. Če nekdo to naredi v stanju, ne vem, opojnosti ali nekih substanc, ne, ali nekih strasti, je to potem neka olajševalna okoliščina lahko. Ne. To je pač od konkretnega primera do primera potem odvisno, kako se to obravnava. Poslušalec iz ljubljanskega studia pa sprašuje, če bi se gospod škof lahko opredelil glede primera patra Rupnika. Torej, ta primer je pridržan Svetemu sedežu, dikasteriju za škofe, ki to obravnava in bodo v nekem času tudi dali to odločitev, ko bodo presodili in preštudirali ta primer v vseh možnih smereh. Če nadaljujemo še z grehom, kaj je bil vzrok izvirnega greha, zanima poslušalko. Predvsem človeku napuh. Beremo v prvi Mojzisovi knjigi, da sta Adam in Eva hotela biti kakor Bog. Vse jima je bilo dovoljeno, vse sta lahko uživala v tem rajskem vrtu, razen od drevesa spoznanja, dobrega in hudega. In bila je ta skušnjava prevelika, sta rekla, v redu, če imamo vse, razen tega, ampak midva bi tudi to imela, da bi bila kakor Bog, da bi imela vse spoznanje. Se pravi, izvirni greh je prav v tem, da je človek se uprl Bogu in ni spoštoval nekih osnovnih pravil in ta jaz bom, egoizem, napuh, kar je pravzaprav vzrok za vsak greh.
Gremo naprej z vprašanji iz studia. Kaj je mislil Jezus s tem, ko je svojo mater imenoval za ženo in jo enačil z vsemi drugimi ljudmi? Ja, Marija je postala mati nas vseh. Ne? Kaj točno je Jezus mislil, to mi ne vemo, ne? Ampak vemo, da nam je pod križem, ko so rekli, glej, tvoja mati, ne? Pa je rekel, oziroma je vprašal, kdo so moja mati, ko so rekli učenci, oziroma glej, tvoja mati in tvoji bratje te tam čakajo. Ne? Pa je rekel, kdo so moji bratje oziroma moja mati. Ne? Tisti, ki verujejo, ne? Se pravi, mi vsi tukaj verujoči smo nova družina. Spadamo v eno družino in Marija je naša mati. Mati v veri. Ne? To je ta nova dimenzija, ki je prišla z Jezusom Kristusom oziroma s krščanstvom in z vstajenjem. Zdaj pa še nekaj bolj praktičnih vprašanj. Prvo pravi takole. Zakaj v cerkvi ne molimo več za Ukrajino, kot smo v prvih mesecih vojne? Lahko molimo, ne vem. Mi molimo za mir zelo pogosto v naši kapeli. To je vsak sam svoboden, da lahko moli. Mi ne moramo zapovedati vse, zakaj nekdo konkretno moli, ampak moli se zelo veliko za mir in tudi za Ukrajino, pa ne samo za Ukrajino, ampak tudi za druge, se pravi dežele. Več kot 50 žarišč je na svetu danes, takih hujših vojnih žarišč trenutno. Tako da vidnejše so Ukrajina, Izrael, pa Sirija recimo, pa Bližnji vzhod, pa še kje. Tako da torej papež Frančišek vedno moli za mir povsod. Izpostavi nekatere te hujše oblike nasilja, ampak mir je velika dobrina in za mir smo odgovorni vsi. Ne samo v Ukrajini, mi lahko veliko naredimo za mir v naši deželi, v naši soseski. Tukaj smo mi protagonisti miru. Se pravi, za Ukrajino lahko tudi nekaj naredimo. Mi imamo tukaj recimo že dolgo časa večjo razširjeno ukrajinsko družino, smo jih tukaj vzeli pod streho. Je ena taka konkretna oblika pomoči. Imeli smo tudi mašo za Ukrajino, so tudi prišli Ukrajinci k sveti maši. Imeli smo v Ljubljani tudi sveto mašo za Ukrajino. Tako da mogoče zdaj seveda to malo s časoma ta potreba navzven vidna poneha, ampak vojna je zelo huda in vedno hujša, tako da molitev je potrebna. Potrebna so pa tudi vsa druga prizadevanja, da bi se vojna ustavila. Potem pa naslednje vprašanje. Kdaj bomo Slovenci dobili prvega svetnika? Kateri kandidat je najbližje temu? Ja, večkrat smo slišali že od naših škofov v preteklosti, upamo, da čim prej. Ne? Recimo Baraga, nadškof Šuštar je rekel, če je kdo svetnik, potem je Baraga zagotovo tisti, ki si zasluži, da bi bil razglašen za svetnika. Pa ni on edini. Torej, kar se tiče postopkov, je tako. Eno so naše želje in jaz verjamem in verujem, da imamo tudi mi močne svetniške like, ki pa še niso prišli do časti oltarja, kot rečemo, ampak da nekdo do tja pride, je potrebno, da nekaj oseb zelo konkretno in zelo trdo dela. Ne, to ni dovolj samo pobožna želja, mi bi imeli svetnike, ampak je potrebno se odločiti, videti, kdo bo ta projekt izpeljal. Preveč odprtih takih primerov ni pametno imeti, ker nimamo ljudi za to, pa tudi finančna sredstva so potrebna, to vse stane, predvsem v Rimu, pa tudi doma. Ne, tako da bolj se mi zdi težava ta, da mi smo, kar se tiče prepričanj v svetniške like, malo bolj mlačni. Ne. Če gledamo mi sosede Italijane, oni so zelo zagreti, ne, ali pa naši južni sosedje, Hrvati ali pa Bosanci. Ne. Zelo, recimo naše sestre Blažene, Krizina Bojanci in Antonija Fabijan, sestre hčere Božje ljubavi, ko se reče Božje ljubezni, so izjemno prizadevne bile in so še, da so spravili ta postopek skozi in tudi zdaj, tudi pri nas v Šmarjeti, pa se pravi Romanja, ki jih organizirajo, pa nas tudi vabijo, smo tudi bili dol zdaj v Bosni, pa še bomo došli iz župnije Šmarjeta in z okolice, tako da bi mi ozavestili to, ker ljudje enostavno slabo poznamo te like. Potem Lojze Grozde je tukaj naš, recimo, lik svetniški,
Irenej Friedrich Baraga. Zelo svetolik in že dolgo ga poznamo in tudi gremo na ta, se pravi, na te tako imenovane Baragove dneve, se tudi Slovenije udeležimo vsako leto, sam sem bil tudi pred 1 letom pa pol. Tako da potrebna je seveda molitev, potrebno je delo konkretno, molitev se priporočati, da bi tudi kakšen čudež bil. Zdaj za to, da je nekdo razglašen za svetnika, je potrebno potem, da je tudi čudež bil potrjen. In to je pri Baragu zdaj še problem. Čudež, se pravi, da je resnično se nekaj izjemnega zgodilo. Ne? In to preverja potem v Rimu posebna komisija zdravnikov in tako naprej. Tako da jaz sem prepričan, da bomo premaknili še kaj naprej, ampak vas prosim za molitev predvsem, da mi okrepimo vero, da resnično smo prepričani, da nekdo je svetnik, da se mu priporočamo, da molimo, da o tem govorimo, recimo na oratorijih tudi vsako leto, ne vsako leto, pa na vsake 2 leti tudi en svetniški lik, recimo, v ospredju. Tako da tudi mladi prepoznajo. In letos mislim, da bo Lojze Grozde, ne, če se ne motim. Ja, Lojze Grozde, naš blaženi. Tako da pridite tudi na Zaplas, k sveti maši, vsako nedeljo sta tam 2 sveti maši, tudi po zimi. In odkar je to naše osrednje romarsko središče za novomeško škofijo, se je tudi številka ljudi, ki prihajajo redno k sveti maši, zelo povečala. Tako da vse povabim, da pridete tudi v naše dolenjske kraje, na Zaplas pa še kam drugam, naše svetoletne cerkve, tukaj v Stolnico, pa Frančiškanom, pa v Belo krajino, v župnijo Črnomelj je tudi svetoletna cerkev, ali pa greste na romanje na kakšno drugo točko. Ni treba, da gremo vsi v Rim. To je tudi daleč, pa težko se organizirati, tako da imamo možnost za romanja in za to, da poživimo tudi znanje o naših svetniških kandidatih, pa o naših blaženih, tudi tukaj doma. No pa eno povsem praktično vprašanje, kakšna je razlika med kaplanom in vikarjem? Ja, to je pa mogoče vprašanje, ki se tiče tukaj kapitla novomeškega, ker tukaj je bil vedno v preteklosti, ko je bila tukaj še župnija, je bil tukaj vedno vikar. Okrog so bili po župnijah kaplani, tukaj je bil pa vikar. Ja, kapiteljski vikar. A je tako? Ja. In so bili taki znani duhovniki, ki so bili zelo vidni, ne? So bili vikarji, ja. Tako da ni kakšne razlike, veste. To je samo poimenovanje. Pa potem glede pomanjkanja novih duhovnih poklicev, zanima nas, ali se bodo s pomanjkanjem duhovnih poklicev župnije ukinile, ali bodo lahko še naprej delovale in na kakšen način? Ja, delovale bodo s pomočjo nas vseh. Ne? Kako bo, še točno ne vemo, ampak mi načrtujemo in delamo že, se pravi, načine, projekte, kako bi rekel, sheme, kakorkoli se to že imenuje, kako bo v bodoče, ko bo manj duhovnikov. Torej, manj duhovnikov je vsak trenutek, leta sta že pri nas 2 umrla, v naslednjih 10-15 letih jih bomo izgubili približno 1/3 duhovnikov, novih bo pa, torej, če bo po sreči, bomo imeli čez 5-6 let novomašnika. Ne? Do takrat jih bo pa že mogoče 10 umrlo. Tako da to je dejstvo. V tem stanju smo že zdaj. Ne, da bo manj duhovnikov prihodnje, ampak ta številka je v bistvu že precej jasna, kakšna bo. Tako da župnije predvsem povezujemo med seboj. Ukinjanje ni naša, bom rekel, prioriteta oziroma to je zelo občutljiva točka, sploh v oddaljenih krajih, ko v krajih ni več pošte, ni več zdravstvenega doma, ni več policije, ni več vrtca, župnik je še tam, pa še župnik umre. In če še mi župnijo ukinemo, rečejo ljudje, ja, glih, to je še edina stvar, ki smo jo še imeli in zdaj še župnika nimamo več. Tako da predvsem prosim za molitev, za nove duhovne poklice in drugo prosim za sodelovanje, za to, da prevzamemo službe, odgovornosti, to, kar lahko naredimo ali naredite v svoji župniji. Recimo v župnijah, kjer je duhovnik umrl, v trenutku so se ljudje tudi v trenutku organizirali.
Ker so vedeli, če ne bomo mi poskrbeli, da bo cerkev odprta, da bo ogreta, da bo počiščena, da bo, ne vem, streha cela, ne? Drugi, kdo bo to poskrbel? Ja, tako da eni župniji so mi rekli, škof, vi nas ne marate, ker tle je bila maša, zdaj pa ni več. Sem rekel, ja, glejte, tisti duhovnik je zdaj šel stran, oziroma ga ni več, ne? In ni nikoga drugega, da bi prišel. Ja, pa nas je vedno maša bila. Pa vi vas ne marate, sem rekel, jaz vas imam rad, zato vam to povem. Pa je rekel en duhovnik, mi molimo tukaj za duhovne poklice, ampak z vaše podružnice pa noben ne pride. Pa je rekla ena gospa, ja, jaz bi prišla, ampak nisem vedela, da je taka kriza. Ja. Tako da jaz vam povem tukaj, da kriza je že, ne? Da pospešimo ali pa, kako bi rekel, ja, da molimo, prosimo, Bog nam bo dal poklice. In v zgodovini so bili različni časi. Je bilo veliko poklicev, je bilo malo poklicev, v preteklosti 30, 40, 50 let nazaj je bilo ogromno poklicev, sedaj pa je tako, kot je. Delamo s tem, kar je. In Bogu hvala za to, kar imamo, in jaz trdno zaupam, da bodo tudi novi poklici v prihodnje prišli, da bo Bog prebudil te nove poklice. Ampak prosim pa tudi mame pa očete, da tudi pustite mlade, ko začutijo poklic, pa reče, jaz bi pa postal duhovnik, redovnik, redovnica, da ga tudi spustite iz rok. Ker danes je veliko primerov, ko vsaj eden od staršev zelo nasprotuje in se potem tudi mladi ustrašijo. Pa tudi pri vernih ljudeh je tako. Mi je rekla ena mama, ki je šla hčerka k redovnicam, je rekel moj mož svoji mami, veš kaj, zdaj pa nehaj takoj moliti, zdaj pa dosti tega. Ja. Ne? Saj človek razume to, ker starši se ustrašijo, pa rečejo, ja, zdaj bo prišel nekam, pa tako negotovi časi so, pa tako slabo mnenje je v javnosti, v cerkvi, po duhovnikih, po redovnicah, po redovnikih, a zdaj pa še pa naša, ne? Mi se tega ne želimo. Tako da to je človeško gledano razumljivo na nek način. Ampak Božji, se pravi, klic presega vse te naše človeške slabosti in tudi, če nekdo ima poklic, bo dobil tudi milost za to, da bo ustrajal. Poglejmo naše misionarje, ko pridejo nekam v Afriko dol. Ko ne vejo, kje bodo spali, kaj bodo jedli, kaj bodo delali, nič ne vejo, ampak gredo z ognjem in z oboroženi z Božjo besedo. Ja, torej moliti za duhovne poklice, narediti prostor, pa vendarle vseeno število vidimo, kot ste rekli, realnost je taka, da upada. Kje vi vidite odgovornost laikov, torej vseh nas, celotnega občestva cerkve, da se začutimo bolj odgovorne za življenje cerkve, tudi pri samem pastoralnem delu, kar se zadeva vodenje skupin, raznih drugih stvari, torej da smo vsi nosilci, ne samo duhovnik? Ja, v sinodalnem procesu o cerkvi nismo ga še zaključili, no, zdaj že traja 2 leti, pa je papež Frančišek še podaljšal to obdobje sinodalnosti, smo se takole po skupinah srečevali, tudi tukaj pri nas na Dolenjskem, po Beli krajini, in se pogovarjali o tem, kako mi čutimo, da smo cerkev, kaj lahko kdo od nas naredi. Recimo ena taka svetla točka je katehetsko-pastoralna šola, tudi tukaj so nekateri med vami, ki obiskujejo katehetsko šolo, pa bi lahko kaj povedali. In meni je bilo veselje imeti nekaj ur predavanj, ker sem videl, kako ste zagreti, pa vas zanimajo stvari, pa mnogi so rekli, jaz sicer nimam namena veruka poučevati, ampak me zelo zanima, da bi več zvedel o veri, pa se poglobil tudi, kar se tiče znanja o veri, pa v vseh zadevah, ki bi jih danes potrebovali, zato da bi bolje razumeli cerkev, pa da bi tudi mogoče kaj doprinesli zraven. Ljudje imate, verniki, pa tudi drugi, izjemne darove, izjemne kvalitete, izkušnje življenjske na raznih področjih, ki ste bili po raznih službah, nekateri ste že upokojeni, pa ste še zelo pri zdravju in ste še lahko zelo aktivni v raznih skupinah, vodite razne skupine, tako da možnosti za to je kar nekaj. Je pa treba prestopiti nek predsodek, ne, tukaj na Dolenjskem je bilo doskrat tako, sem jaz čutil v preteklosti že, pa je še to se čuti, sej bo župnik, ne, cegel padel iz strehe dol na podružnici, pa je prišla gospa povedati župniku 7 km stran, župnik, cegel vam je padel dol, ne, vam, ali pa zdaj ime rekel mlad župnik, župnik, cerkev vam zamaka,
Je rekel, ne, cerkev nam zamaka, ne meni. Nam zamaka. Cerkev ni moja. Ne? Treba je najprej ta preskok v mentaliteti narediti. Cerkev je naša. Župnija je naša, ne župnikova. Ali pa bomo prišli k maši zato, da bo župnik zadovoljen. Ne? Ker ne bo rekel, tle pa manjkajo, kje pa so ti ljudje, da ne bo župnik jezen na nas. Ne? Mi ne gremo k maši zato, da je župnik. Župnik je lahko jezen ali pa ni jezen, to ni pomembno. Gotovo je slabe volje, če ljudje ne pridejo, ne? Ampak mi gremo k maši zato, ker je maša pomembna za nas, za utrjevanje naše občestvene povezanosti, zato, da mi skupaj praznujemo, da skupaj začutimo, da smo kot prvi kristjani, kot beremo v apostolskih delih, enega duha in enega srca, da molimo, darujemo daritve, potem pa gremo v svet in ponesemo to duhovno bogatstvo ljudem, ki so okrog nas. Poskrbimo tudi za bolne. Poglejte okrog sebe, starejše, tam, kjer živite. Imate gotovo kakšnega starega človeka. Nekdo mogoče rabi obisk, nekdo rabi mogoče, da ga peljete k zdravniku ali v trgovino ali na pošto, ali da se z njim pogovarjate. Ogromno možnosti je. Ni potrebno nekaj zelo organizirati. Seveda so potrebne tudi organizirane stvari. Ampak dajte tudi vi na terenu sami pobude in sami tudi prevzemite, da boste to naredili. Ne sem priti škofu ali pa župniku, imamo en dober predlog. Ne, in potem povejo, kaj naj škof naredi, pa kaj naj župnik naredi, da bo nekaj urejeno in da bodo oni bolj zadovoljni. Jaz pa vprašam, kaj ste pa vi pripravljeni narediti? Ja, ne, če bi vi to naredili. Pa vi protestirajte tam pri vladi, pa dajte to narediti. Sem rekel, dajte vi oglasiti se tam, kjer ste. Vsak od nas lahko nekaj naredi. Vsak. Lahko pove svoje mnenje. Lahko pove, da je ponosen na to, da je veren. Da je kristjan, da je dolenc, da doma zmerne peči, ali z osilnice, ali z Adlešičev, ali ne vem od kje. Ne? Da nekaj zna, se pravi samo spoštovanje, vrednotenje, potem nas bodo tudi drugi spoštovali. In da damo skupaj svoje moči in rečemo, mi lahko nekaj naredimo za naš kraj, za našo župnijo, za našo škofijo in za našo deželo. No pa spet eno malo drugačno vprašanje. Kaj menite glede celibata? Ali bi bilo dobro, da se ga morda ukine? Jaz bi tukaj dodala, kaj menite o možnosti posvečevanja starejših poročenih mož, preverjenih v veri. To bi recimo še en dodatek k temu vprašanju. Ja, torej to je vprašanje, ki se tiče celotne cerkve. To moje mnenje tukaj, bom rekel, ni zdaj relevantno, ampak jaz na to vprašanje večkrat pride na raznih takih pogovornih večerih. Jaz vedno povem na začetku, da v katoliški cerkvi latinskega obreda, kamor mi spadamo, smo duhovniki neporočeni, ker to že od tam 11. stoletja nekje dalje velja in tudi cerkev je prepričana, da duhovnik dobi s posvečenjem oziroma s duhovniškim klicem tudi milost, da lahko potem živi ta celibat. Imamo pa v katoliški cerkvi tudi poročene duhovnike. V vzhodnih cerkvah, to je 5 različnih obredov, aleksandrijski, antiohijski, armenski, koptski pa grško-bizantinski obredi, ki se potem delijo še na manjše obrede, vseh je približno 22-23, so duhovniki oziroma predno se dajo posvetiti v duhovnike, morajo biti poročeni, potem pa se dajo posvetiti v duhovnike. Recimo pri nas so grko-katoličani v Beli krajini, ki spadajo v to skupino. In največ je pravzaprav prav grko-katoličanov kot vzhodni obred in živijo v Ukrajini. In večina teh obredov je v deželah Bližnjega vzhoda. To je, se pravi, Sirija, Irak, Palestina, potem Jordanija, Libanon, tudi Egipt, recimo, oziroma Severna Afrika. To so po številu manjše skupnosti, so po obredih nekatere zelo podobne pravoslavnim. Recimo grko-katoličani, maša je pravzaprav enaka, ne? Liturgija, božja liturgija, razen da pravoslavni omenjajo patriarha, medtem ko grko-katoličani pa omenjajo papeža. Te vzhodne katoliške cerkve imajo tudi svoj zakonik cerkvenega prava, imajo svojo tradicijo, so bile leta 1054, ko je prišlo do tega razkola vzhod in zahod, se pravi pravoslavje in pa katoliška cerkev, so se potem z kasnejša stoletja v narekovaju vrnile pod okrilje Rima. Rim je priznal, da ohranja svojo tradicijo, vključno, da so duhovniki lahko oženjeni
s tem, da priznavajo papeža za vrhovnega voditelja. Tako da mi imamo danes to pestrost že sedaj. Ne? Sam pa tudi menim, da tako kot je tudi bilo v sinodalnem procesu že izraženo, tudi v Rimu, da se ta debata oziroma teološka razprava nadaljuje in je možno tudi, da v katoliški cerkvi latinskega obreda, kamor mi spadamo, tudi poročeni lahko postanejo duhovniki. Ta možnost obstaja, ker celibat je cerkvena uredba, ne božja uredba. Pa še eno zadnje vprašanje pred sklepom tega bogatega večera. Gospod škof Andrej Saje, pred nami je velika noč. Kaj storiti? Predvsem ženske smo nekako nagnjene k temu, da je treba imeti hišo urejeno, potico pečeno, vse pripravljeno, da je potem prava velika noč. Kaj bi nam svetovali ženskam, pa seveda tudi moškim? Ja, seveda veliko je skrbi, ker praznovanje mora biti tudi navzven, seveda mora biti potica, pa šunka, pa da se zbere družina, pa da otroci pridejo, če so kje drugje, tako da to je pravzaprav nekaj zelo običajnega in vsi, predvsem starši, si želijo, da bi v krogu družin obhajali veliko noč, to je nekaj najlepšega, ampak za praznovanje velike noči v tem duhovnem smislu je pomembno tudi, da se pripravimo z sakramenti, da hodimo k sveti maši, da obiskujemo velikonočno tridnevje recimo, se pravi, da beremo svetopismo, da se poglobimo v to veliko skrivnost, o kateri zdaj premišljujemo, tudi v pripravi, v tem misijonu pred veliko nočjo. In prav danes jaz sem dobil to nalogo, da sem malo se poglobil pa razložil tudi to, da je Jezus umrl, da je bil križan pod Poncijem Pilatom, se pravi v določenem zgodovinskem trenutku in je vstal od mrtvih. Se pravi, to je središčni dogodek naše vere, je Jezusovo vstajenje, ne smrt, pa ne križanje, ampak vstajenje. To je ključni dogodek za našo vero. Velikonočno jutro. Da tudi mi pomislimo, kako se to kaže v našem življenju, kje mi lahko Jezusa prepoznamo, da je vstal in da živi. Se pravi, kje so razlogi našega upanja, kje je razlog našega veselja, da vztrajamo, da ustvarjamo družine, da delamo dobro, da tistim, ki nas sovražijo, vračamo z ljubeznijo, da pomagamo tistemu, ki pač lahko pomagamo, da gledamo, kaj bi dobrega naredili. Tako da velika noč je priložnost za poglobitev osebne vere, potem za poglobitev občestvene vere, da mi pridemo v cerkev. Veliko ljudi pove, nimam časa ali ne hodim redno k maši. Torej maša, nedeljska redna maša je ne, da je obvezna, ampak je potreba. Potreba. To je tako kot potreba, da mi jemo, pa da spimo. Če mi hočemo v veri rasti, je to konkretna potreba. Da se srečamo, da molimo, da drugega začutimo, da se povežemo in da na ta način kot celotno krščansko občestvo vero živimo v praksi. Tako da vam želim vsem, da bi v tem svetem letu okrepili upanje, ki je povezano prav s tem, da nas je Bog odrešil, da nam daje milost vsak trenutek, da nobenega ni pozabil od nas, da gleda na vsakega od nas in da nismo sami. On nas spremlja tudi po določenih ljudeh in na druge načine, ki so zelo izvirni in vsakih lahko odkrije. Gospod škof Andrej Saje, najlepša hvala za vse te odgovore, za vse te misli, ki ste jih podelili z nami in spodbude, ki nam bodo gotovo v pomoč v tem svetem letu, pa tudi v pripravi zdaj na veliko noč. Hvala. Hvala tudi vam in vsem želim veselo veliko noč. Aleluja, aleluja. Hvala tudi vsem obiskovalcem tukaj v dvorani, v škofijski dvorani v Novem mestu. Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da ste bili v tem večeru z nami. Ta pogovor najdete tudi v našem audio arhivu, seveda tudi vse ostale misijonske vsebine. Vabim vas, da se skupaj ustavimo v teh dneh, gremo vase, premišljujemo in podamo roko sočloveku. Hvala še enkrat in lep večer še naprej. Radijski misijon od 6. do 12. aprila. Gospod, pomnoži nam vero.